A je bilo vama tudi malo čudno gledati zdaj te zadnje epizode? Meni osebno je bilo ful nenavadno. Tako vse se je ful hitro dogajalo, a veš. Pač kar razpletje, veš, kar konc, ker ne veš, nikoli več ne bo šlo naprej. Nikoli več ne bo, Nekaj ko pa si se naučil, bravo! Nekaj odnesel od najma. Nekaj pa je odnesel, ja. Mogoče za konec naredimo en tak povzetek, tako da si rečemo, kaj nam je od teh superfinalistov šestih, ne superfinalistov šestih, ostal najbolj v spominu. Vedno mi je težko pri srcu, ko se bliža konec kmetije. Lepo od začetka. Tjaša, jaz imam napisan direktorica spletk in fitnesa. Najlepši pujsek na kmetiji. Mogoče bivša direktorica spletk, ker ni ratal. Tjaša, mogoče mi je malo žal, da ni prišla do superfinala. Punca, pridna, delovna in seveda tudi dobra taktizerka. Res sem upala, da se ne bo preteklost ponovila letos. In se je. Ja. In hvala, Tjaša, da si pokazala nam moškim, kako je, da se počutiš tako res mehkega ob tvojim fantom. Ta del, to bom res nosil v svojem srcu vedno. V svojem mehnem prstnem košu. Sam živec, ampak sam pa v sebi notri softič, ne? Ja. Taki srček. Ja, sam srček, sam. Naslednjo na seznamu imam Anjo. Joj, Anja je bila meni najljubši lik. Solze mi grejo od sreče. Nisem si mislila, da bo prišla tako daleč. Se tudi ona ni. Edino, kar sem hotela, da prej izpade, jaz sem zaradi tega, da bi ona sem prišla. Ker meni je bila ona pač tako, pri njenih izjavah sem se zmer tako nasmejala in tako, pač ona je taka kura. Pač v dobrem smislu. V dobrem smislu, tako imamo radi piščanca, ga radi jemo. Naprimer. Glede na to, da nič ne znava, bi bilo neumno od naju, da zapalva pratiko, ker pa bi pa res izpadla še večja debila. Ratelj je prije do finala, tudi zasluženo. Tudi zasluženo pokazala je tudi v arenah, da je močna. Ta del je bil meni zelo simpatičen, da je na koncu, kljub temu, da vsi so jo podcenjevali in ona je potem zgrizla, ja. Tako da kapa dol. Mi smo si vsi mislili na začetku, pa kaj dela tudi ta Anja, ona je zgrešila šel skupaj z Nušo, ampak ni glih tak. Anja je kar tukaj postala pravo tako kmečko dekle očitno, ona vse z lahkoto naredi. Tamara, jaz vam napisan samo OnlyFans. Jaz sem pokazala tukaj ogromno. Borila se, zmagala proti moški, bila glava družine 4-krat. Ona je bila res zaveznica tima od samega začetka pa do konca. Tudi po finalnem dvoboju, ko je izpadla, najglasnejši, najboljši navijač za tima. Tretja je noter in imamo zmagovalca in to je tim! Se mi zdi, da je skrbela ful za to dramo. Tamara, zelo, za te solze, pa užaljenost, pa vse te. Odkimavaš in imaš solzice v očeh. Še posebej, ko je šla Laura ven, pa smo se vsi bali, da zdaj pa ne bo več drame. Ma ne, je drama kar ostala. Drugače ona mi deluje tako, ko veš, Tim je šef tega njihovega klana, ampak ona pa direktora, veš. Šefa ni videti, ona je pa tisti direktor, ki bo vse tako, a veš. Lastnik, direktor pa delavc. Hotel si jo imeti, dobil si jo, evo ti zdaj, najšibkejši člen. Delavc pa ne moramo mimo pol je pa Stanislav, ne? Delavc meseca, vse 3 mesece. Kaj si pa ti zdaj želel? Da zmaga na kmetiji. Zanj sem pa jaz navijal takoj, ko je šla Marjanca ven, ker bi si zaslužil, absolutno prigaral brez taktik. No, se je neki taktiziral, čeprav mu ni lihratval, če smo iskreni. Ne, da ni taktiziral, sam pač ne zna. Zna pa res dobro delati in vso spoštovanje do Stanislava in res se vidi, da je priden, delovan človek in to ga je pripeljalo zasluženo do superfinala. Evo, zmagal sem, superfinalu sem, to je to. Nik Triller. Kje smo z Nikom? 5-kratni glava družine. Meni je bil Nik en izmed najbolj zabavnih likov te sezone. Kdo je kmet zdaj? Evo ga, iz Šiške je kmet, pršel in zmaga kmečke igre. Ob Ani? Pa Mikiću.
Mikić je poskrbel tudi za te izjave, ampak Nik je, dajmo reči, kmečki norček tega šova, ampak pristne, smešne izjave. Pa kaj ta misel, da sem jaz amater, kad te tak kresne, kad te vse čonte skup spoterem. Gabriel. Une njegove palačinke. Palačinke. Najbolj, res. Dubajske palačinke bom si vselej spekal. Hvala, Maja. Še eno rundo. Moramo še na drop. Kangelca drop, to drop. Mam. Nik faca, no, meni je presenetil me, da je prišel tako daleč, glede na to, da je imel v določenem obdobju kmetije za klan pujse, krave in ostale stvari, živali, ker drugih svojih pač več ni imel. Je pri borbu in zasluženo tudi on prišel do superfinala. In imamo zmagovalca in tretjega superfinalista te sezone, to je postal Nik. Zdaj, kar se tiče tega šestega tipa, ki ga imam na seznamu. A če smo sploh kaj povedati o njem, vse itak je dost povedal sam. Karkoli reči bi bilo nesmiselno, ne? Nima smisla. Ne, lahko pa probamo, da vidimo, kaj se zgodi. Vem, današnji gost za vas je presenečenje, tako da lahko v komentar zapišete, kdo je, kdo se vam zdi, da sedi na tem stolu. Namig Marjanca. Namig bi bil, njegovo ime se konča na im. Začnemo na to! Postal si zmagovalec kmetije 2000. Zmagal sem! Zmagovalec letošnje kmetije, Tim! Kako je to lepo slišati od tebe. Fajn je čuti, da sem zmagovalec. Tim je prej na parkirišču mi rekel, ena stvar, ki ti moram povedati, je, moja mama je tako vesela, da boš ti danes v celi štadion. Ja, evo mami, zdaj sem prijavljen v Podlesniku, tako da upam, da gledaš. Tukaj sem dal vse čez, joko sem se, jezen sem bil, drl sem se, garal sem in končno sem zmagal. Ratal mi je. A gremo najbolj ta osnovna vprašanja najprej, pa se gremo pa zares pogovarjati. Ja. Ok, Tim, denar, kje smo z denarjem? Kje smo z denarjem? Denar je. Denar je? Denar je. Ok, denar je. Ne, kaj boš naredil zdaj, to tipično vprašanje, zdaj si kar naenkrat dobil lep denar, kaj boš zdaj naredil? Zdaj, že na začetku kmetije sem začel študirati, kaj bom jaz z denarjem, ne? In v bistvu nek mali delež denarja bom dal v svoj salon za izdelavo piercingov, ki ga imam. En del bom dal v svojo neko produkcijo, ko delam videe, pa vse to. Velika večina denarja bom pa v bistvu prešparil, pa v bistvu, ko se pojavi neka biznis priložnost, investiral. Ampak v bistvu sam, da investiram in šparam. Zato, ker do 30. leta moram jaz dosti denarja našparati, da se upokojim, okej? Dokler jaz ne bom pol več delal. Jaz moram si... Ale, ko smo mi pa teh stvareh. Delamo, ne? Koliko si star? Si že pozen? Ja, jaz sem pozen. Dobar je. Evo, Tim, jaz sem tako pozen. Malo si zamudil, ali? Alba si zgodan. Par dnima ni, pa je že cela štala, ne moreš verjeti, kot da smo na kmetiji. Kaj pa dal, da si zmagal, vse čestitke, ampak meni si še toliko na živce. Res? Zakaj si ti od začetka, prvi dan, ko sem prišel po zmago in te pirata? Ja, zatega, ker prišel sem noter spreman pune, pač jaz sem si iz interneta že 2 meseca preden se je vse začelo naložil dol pratiko, na piflu vse do daske, vsako latinsko besedo, vse, koleraba, brasika, lerceja, gongilodes, vse sem se na piflu, v 3 sezone za nazaj sem si šel pogledati vse arene, pač pa iskati neke take bližnjice mogoče glede tega. Super, daj nam en seznam stvari, ki jih mora človek narediti, če hoče zmagati kmetijo. Ajde, šnel kurs. Ok, naložiti si moraš dol pratiko, 100%, pa prebrati vse. Ene 5krat iti čez celo prebrati, pa se take bolj ključne stvari naučiti. In pa seveda tudi areno si moraš vse do potankosti pogledati, najti kakšne bližnjice v sistemu noter, če je kakšna hitrejša varianta, da lahko priješ do zmage, in pa ful delati na tem, da nisi živčen. To pa lahko samo v kmetiji noter dosežeš. In to je to. In pa tudi ful nekako biti dober glede manipulativ, ali kako se že to reče. Ok, ja, to pa mislim, da smo kar ugotovili, to ti pa kar gre, ne? Še no, posebej, kadar je Nik na drugi strani tvojih manipulacij, tle si res... Ja. Popa. Daj no, veš, da sva skozi skrb držala. Veš, kaj je bilo pri nam ful zanimivo na kmetiji?
nekod smo imeli zlato pravilo, če ti prisežeš na nekoga, koga imaš rad, to pomeni, da govoriš resnico. In jaz sem to ful dobro izkoristil in sem šel do Nika in sem bil tak, lej, jaz ti prisežem na mamo Ireno, da bom za tebe držal. Mama Irena, who knows, kdo je to, ne vem. Moja mama je Tatjana Kot. Zdaj pa plan za naprej, da vse zmagamo v areni, kam verjetno skozi noter. In Nik je prišel doma in je bil tak, pa stari, na mamo je prisegel, itak da bo, ne? Pa kakva mama Irena, jaz ne vem, da je to, veš kaj mislim. Mojster, taktika. Zdaj ti bom dal vprašanje nekoga, ki je na naši medijski hiši, jaz bi rekel, največji fan šova Kmetija. Ja. Petra Krčmar, veš, kdo je to? Ja. Ok. Ta oseba je Petra Krčmar. Super. A ti je žal, da si skozi svojo taktiko, ki si jo zdaj pojasneval, nekatere peljal žejne čez let, oziroma a ti je žal, da si koga zafrknil? Ni mi žal, da sem koga zafrknil. To sem tudi v Kmetiji 100-krat povedal. Če bi imel opcijo še enkrat, bi ga še enkrat, pa še mogoče bolj. Da bi bilo še lažje. To specifično mislim na Nika, na Marcela, na Majo, na Tjašo. Vse tete, ko sem pelil scat. Mi je pa žal za eno stvar, da sem jo v bistvu malo kol prinašal, je bila pa to Nuša. Nuša, kdo je že to? To Piškotka. Ne spomnim se. Ja, povej. Vse, kar sva s Timom imela, preden sem izpadla, je bilo iskreno. Jaz njemu verjamem, nikoli se mi ni zlagal, ne vem, kaj bi bil razlog, da bi se mi zdaj. V bistvu, jaz ne bom rekel, da noter nisem navezal nekih čustev do nje, ker se je očitno videlo, da sem jih, ampak ko sem jaz dobil klic svoje punce, sem bil tako, ok, zdaj vem, kakva je situacija od zunaj, svojo punco bom, to je to. In nekako Nuša, ko je prišla nazaj v poroto, je bila ful nastrojena proti meni, ker ko so bili porotniki v zunaj izven šova, so ful se dobivali pa to, a veš, pa vsi so vedeli tako, da bi prišli nazaj od poroto in so bili tako, mi bomo za tega, pa za tega, pa za tega, tim te itak zavaja, bla, 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 in vsi so prišli noter in Nušo v bistvu pripeljal do tega, da ona z mano ne bi držala, in jaz sem bil tak 65. dan sem že tule, ful si želim zmagati, kao vse sem naredil, da prijem sem in zdaj prišla ena punca sem in bi bo vse to uničila, a veš kaj mislim? Ne vem, na kak način ne povem, da ne zgubim glas od njej. In sem bil tak, lej, ne moram zdaj tega vse poznesevati, ker prvič ne da se mi kregati, prvič lahko me zajebe kot porotnika in pa tretjič že itak sem vse pelil scat, bom pa še njo zdaj. Jaz, ko sem dobil od nove punce pismo, jaz se še joko se nisem, pač, nič. In bo se od zunaj rešila situacija, če se bo. In to je spet eno od vprašanj, ki se mi zdi, da je tako, da standardno v tem času, kakšna je zdaj situacija, ki si v zunaj? Situacija z Nušo je taka, da ni situacije. Situacije ni. Ni. Ne čujemo se. Situacija? Ne, ni. Ne čujemo se, nimamo stiku, ne vidimo se, nič. A pa ste razčistila to v zunaj ali nič? Se tudi enkrat niste videla? Lej, jaz sem hotel razčistiti, ampak je pol ful hotla to hitro razčistiti. Jaz, ko sem prišel ven, sem hotel spočiti, najest, kolege videti, s punco zrihtati, vse stvari, vse prvo povedati, ampak ona je hotla kar takoj, a ne. In ja, pol to ni šlo takoj, zato ker je pol začela malo pretiravati s tem in sem jaz pa rekel, ok, pač ne bom se s tem obadil. Prav vemo, da so moški pokvarjeni, ampak jim pustimo, da so pokvarjeni in da me izpademo budale pravno, pustimo jim. Verjetno pa si na to vprašanje, ki sledi, odgovoril 3000 milijonkrat, ampak glede na to, da vidim, da imaš okoli vratu še vedno kar da je ven, ja? Po mojem, da stvari so jasne, sploh ne rabiš govoriti, ampak vsem povej. Ja, v bistvu svojo punco sem skupaj, vem, da velikim bo šlo to v nos. Te je vzela zaradi denarja nazaj, pa bla, 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 to je daleč od resnice, ampak midva s punco smo bila v začetni zvezi. Čisto na začetku še, nismo še vedela, kak bo najin odnos nekot laufu, kak bo, ko grem jaz noter, pa se ne bomo videla v bistvu skoraj 3 mesece. Tudi ona je rekla, da v zunaj je ful nekot študirala, jaz rabim to, pač, točno, jaz imam še tima in vse to, ampak drugače je to, ko si ti zaprt nek, a ne, ko pa da si ti v zunaj. In nekako ja, glih zaradi tega smo šla čez to, bilo je hodil na polno, več veš koliko, ko je to gledala po televiziji, ker druga je reči, pa gledati, ampak ja, s Tino smo skupaj happy in
To je to. Ja. To je bila verjetno za njo res ena taka čudaška izkušnja, ki je ne doživiš. Najprej ti prideš ven in poveš. Je že kdo od tvoje družine kaj namignil predtem, ali si bil ti, ki si razkril to? Bila je ful čudna situacija, jaz jo kličem, zmagal sem, ampak. Ja. In po eni strani je bila takrat vesela, pa sem ji dal te novice in se je cel svet porušil. Ampak, vesel sem, da smo zrihtala, ne bom tega več za nazaj gledal. Vem, kaj zdaj narediti, v bistvu naučil sem se ful od tega, tudi oseb. In ja. Kako pa gledaš ti, oziroma kako vidva gledata kot par na odziv ljudi na to? Mi gledalci smo pa zdaj videli to. Ja. Jaz zastopim, čisto zastopim. Jaz kot gledalec bi bil tak, lahko izklejem tukaj. Dej. Prasec, varalica, nisi vreden, vrst se podal, to jaz to čisto zastopim. Da to folk govori, ker pač ne vidi cele slike, a ne. Vse ne pravim, da imam kak izgovor, ker ga nimam. Sem zajebil pa vse to, ampak vsi smo krvavi pod kožo, a ne. Punca pa, mene ti komentarji ne užalijo tako mojo punco, ker ona je že pred šovom rekla, da noče biti izpostavljena neč. In bam, in se glih ful izpostavi to, ne. In pol je še folk zvedel, kako je ime njena socialna omrežja in to sami slajdi v DM, stari, skozi, cap, neki fotri z mamicim, neki vsi, stari, vsi. Preko smo bili v Maski, si dobil en zanimiv telefonski klic. Tim zgine tja v našo omaro med obleke noter, kje pa je? Z Marcelom govori po telefonu. Kdaj ta part, mislim, kdaj je planirana, stožice so rezervirane? Ne vem, če se bo to zgodilo. Smo bili zelo blizu tega, da sprovociramo nekaj tega. Če se boš tim odločil, da bi slučajno se prišel pomeriti, jaz sem tu, te čakam, z veseljem. Ampak zanimivo, da me je glih klical danes, ko sem jaz tukaj, ker nazadnje, ko je govoril meni, vsej, ko jaz vem, da je govoril meni, je bilo točno tukaj. V bistvu nič, klical me je in rekel, da hoče zgraditi vse to, da noče nič, da se kaj javno blatima, bla, za kar se tudi jaz strinjam in tako je prav, ne. Ampak glede boksa pa ne vem, če se bo zgodil. Pa ne zaradi tega, ker da bi me bilo kaj strah ali pa tega, sam ne rabim iz tega. Plus tega, on nič ne snema, veš, ni nekot, samo na kmetiji je bil. Jaz ful delam video vsebino, malo večjo prepoznavnost imam. Zdaj bi hotel nasprotnika, ki je bolj... Pero Martič. Pero Martič? Pero Martič. Njega pa bi. Ali pa Franko Bajc, ene izmed teh dveh. Ne vem, vzem si eno kamero in ima razložno. Pozovi. Ne izzivam vaju na dvoboj, ampak če bi že s kerim šel. Bi šel za Pero Martičem ali pa Franko. Zanimivo, da si to rekel, ker Pero Martič je namreč danes z nami. S Petro ste se zatekli. Kje si, brat? Daj mi povej, kaj pa to za Anjo pa Tamaro? Ste si delili nagrado ali kako to, da so bile one čisto zate? Z nobenim si ne bi delil nagrade. Že lani sem si jo hotel z Žanom in mu jaz pa napišem, se veš, da smo si mi dva rekla, da si ima delila nagrado. Sin, in jaz tak letos nič ne bom delil. Je bilo pa res, da meni si, da je bila superfinalna, ko je bila superfinalna arena, sta bila, ne vem, nek pogovor smo imeli, pa sem jaz kar rekel, vama pa kupim pa torbice, kjer je kol hočeta. 50,000 evrov! Da, pa Tamara, Gucci, Louis V, vse. Se pravi, nič ne bo tvoje nagrade. Imam eno vprašanje, mi smo se to pogovarjali tukaj. Stavc smo šli, ja. Da bi bil super finale, pa da bi bili noter ti, Tamara in Anja. Ja. A bi punci dvignili roke in rekli, to je to? Zmage? Ni šans. Misliš? Ni šans, ne. One dve, ne, 100%. Tudi o tem smo se menili, že noter, sem bil tak, a vidve boste meni dejansko prepustile zmago, ali kaj, pač jaz to ne morem skoraj verjeti. In sem tak, ne, pač sečet bomo v finalu, a veš, se bomo vsi borili, ker Tamara pa Anja veta, da imam jaz več šans za zmago, kot pa one dve, ampak če bomo pa vsi skupaj v finalu, valjda se bojo borila, a ne. Dajmo se še dotakniti mogoče zadnjih borb, ne, ker jih je bilo kar nekaj. Jaz sem se počutil, da je tako kot Liga prvakov, veš. Včasih imaš finale že v polfinalu. Kaj si mu zavozilo, Zavozlal, tako. Stari, ko se mi je tista vrvica tam zapletla v tist noter, jaz sem mislil gotovo. Tale vozo zdaj me bo stal tale zmaga, jaz sem mislil kar vse odtrgati tam. Ampak sem ostal fokusiran, vse je šlo top. Da, ja, na koncu zmagal. Mi je bilo pa ful smotan. Res mi je bilo smotan, da smo s Tjašo se srečala v finalu, ne v superfinalu, ker vem, koliko je pomenila zmaga, vem, da je hotela videti superfinale in nekako si je zaslužila biti v superfinalu. In zaradi tega mi je bilo malo smotan, glih zaradi tega sem se tudi pol upravičil. Tjaša, prosti. Ja.
ker sem vedel, da isto pomeni kot pa skoraj meni. Vem, da bi fajn izkoristila zmago, tako jo bom jaz in ja, ampak je bi ga, bilo je mesto za enega. Eno stvar bi še rad poudaril sam, kaj je bilo genius, okay, na katero sem ful ponosen. Bil je en moment, ko meni taktika ni šla, samo en teden je bil in tisti teden sem jaz bil tak, fuck, dela imajo dejansko šanso, da me dajo v dvoboj. Ampak jaz sem že bil na to pripravljen prej in ko smo bili še v gozdu, sem si jaz kamenček vzel, ga pobarval z zlato, z barvo na nohte in mi smo imeli gor tiskalnik, ko smo pismo mogli Tjaši pošiljati, ko je bila gozdarka in sem napisal na listek, zlati kamenček. Toliko glasov, kot prejmeš, jih lahko neposredno daš osebi po tvoji izbiri. In tad zavitek sem zvil, ga zategnil tako mašnico, tako je dejansko izgledal, ki je takega, ko smo dobili, ga dal v tak mošniček, ko smo imeli moko, vse sem zrezal, vse lepo in sem imel tisti mošniček. In sem jaz bil tak, kako naj zdaj naredim, da bojo vsi izvedeli, da imam zlati kamenček. In jaz sem bil tak, ok, Nuša, trosi vse informacije okoli in sem šel tak, Nuša, ne skrb, jaz imam tole, ne boš na glasovanju, sem pokazal zlati kamenček. Bum, takoj že prije Tamara do mene, 1 ura kasneje, a veš, da že vsi vejo, da imaš ti zlati kamenček? Jaz sem rekel, yes, ratal je. In je bilo pač brutalno. Ja, in pol tisti teden, ko je bilo to, jaz vsem tisti stane, veš, kaj bi živč, ne, ko je zvedel, da imam zlati kamenček, vidik, ne bom dal Tima, ne bom, ker imam zlati kamenček, mene bo dal, pa vse to, pa ni šlo. In pol, ne vem, kjer je že bil tisti teden izglasovan, ampak ja, ratal je. No, vsi, ki se želite prijaviti na kmetijo, upam, da ste si zdaj to posneli, ta del. To je enciklopedija, kako iti na kmetijo, tako. To je pa, res si prišel pripravljen. Pa jaz sem bil, na začetku to zdaj preštiman. Pa pohlepen sem bil, jaz bi šel magari čez trupla, stari, da bi zmagal. Ne vem, zakaj v tisti moment, ampak jaz sem bil pripravljen narediti vse. Ker sem bil tak, ni šans, da mi eden tele vzame to. Je kdo od tekmovalcev v letošnji sezoni, ki si predstavljaš, da bi te v neki situaciji lahko premagal? Ja. In glih to je bil Nik. Ja? Nika sem gledal že od tistega momenta, ko smo imeli boj med 2 ognjema. Od tistega momenta sem videl, da je športen, da zna razmišljati fajn. Tudi videl sem ga v areni, da zna neke bližnjice poiskati, pa nekaj takega. In takrat sem bil tak, pak, Nik bo problem. In zaradi tega sem jaz tudi Nika tokrat pelil scat, ampak skos je bil glava družine, skos, sam njegovi so padali ven, in skos pač res. Ampak ja, na koncu sem ga dobil. Kaj, gospod, ko se namesti, tole, sam še džakuzi, da bi bil alfa-čuzija, kaj je ono rekel. To mi je všeč. Nekako sem čutil, da bom zmagal. Ne vem zakaj, ampak tek sem vedel, da mi je osojen. A ti drugače verjameš v manifestacije pa to? Ne, niti a ti lahko zdaj nekaj zaupam, pač bi te mislil, da sem jaz fuken. Lansko leto, preden sem šel v areno, jaz grem v gost, najdem gobo Jurčeka, ki je bil v 2 speljan. Poslušaj to, poslušaj, Alen. Poslušaš? Ok, mislim, že sem fuken, ok? Jaz sem not. Ne mi dati napotnice za vojnik, v redu sem. Jurčku, ampak o Jurčeku. Ampak Jurček. Pred areno najdem jaz gobo, ko gre na 2. Jurčeka. Jaz imam sestro dvojčico, a ne? In takrat sem se na njo spomnil in sem tako, ok, Jurčeka sem najdu, da sestra me spominja, v redu, grem v areno, zmagam. Naslednjič je bil 4-boj in jaz grem v 2-boj, prisežem ti na vse, kar imam. Jaz grem na WC in najdem noter škorpiona, mečkenga, tajgala. Produkcija ga je posnela, vse je bilo ga na TV-ju. In jaz sem po horoskopu škorpion, ne me jebat zdaj tele, kaj je to nek spiritual shit. In takoj se spet spomnim na sestro. In jaz grem v areno, zmagam. Potem sem šel pa proti Žanu v areno in jaz spet iščem tete neke znake, nič ni bilo, izgubim areno. In sem tak, ok, whatever, pač je nek ne vem, naključje. Grem spet letos v areno. V areni sem bil samo 2-krat. In ko sem šel jaz proti Tjaši, to se je zdaj ful čuden čul, ampak whatever, jaz grem scat, več na WC in jaz grem v areno proti Tjaši, in jaz grem scat tam neko zadnji in spet sem dobil isti občutek in tak sem se sam zagledal in sem videl drevo, ko je tak na 2 ven. Pa kaj? Pa je to 3/4 dreveska gre. Ja pa ni, zato ker nisem iskal tisti moment in jaz sem zmagal areno, pa poslušaj, Alen. Čakaj, mene zanima, kaj zdaj pred superfinalom najdel. Ja. In jaz sem vedel, da bom zmagal Tjašo, ok? In pač zmagam tisto areno. In pa je bila superfinalna ta arena in to je bila pol fora s tem ključem, ne? In jaz pač spet tisti ključ najdem in sem bil tak, spet me nekaj spominja na mojo sestro. In spet sem zmagal. Pač vi mislite, da sem fuken, vse mi je, ampak res neki je, no? Neki je na tem. To je fascinantno, zato sem se začel smejati.
da greš cat in da pomisliš na sestro. Tle si me zgubil. Moj si drevo, pa jaz kje smo si Ne, drugače pa res nisem verjel nikoli v to, ko si rekla, ampak zdaj pa verjamem. Ker jaz skozi, ko sem te gledala, jaz bom zmagal in sem tako, dober model, pač res verjamem v to manifestacijo in stari leka moj rata. Ja, pa če moja sestra je že vedela, da moja sestra je že kupila vse tiste neke party balunce, pa vse to še prednji je bilo sploh finale, ker je rekla, jaz čutim, da je tim zmagal. Pač. In je šla kar v trgovino, a finale pač oni še sploh doma niso vedeli. Ona je rekla, jaz čutim, pa je šla kar kupiti vse. Veš kaj, po mojem je ona šla stat. Ne, ampak res, dvojčka sma in to je neki neki resno. Kdo ti šel pa najbolj na živce? Zdaj lahko poveš. Najbolj na živce, bom rekel najbolj na živce poleg Marcela, ker to je logično, da mi je šel. Mi je zdaj, ko bolj za nazaj gledam, je šel Žan. Skosim zadnjo brazdo, stane še kosi tam, še ni niti približno proti koncu. Jaz sem jih to gladko prehitel, res je, da sem se malo prej vstal pred njimi, ampak trdo delo pomaga. Tak zjamran, ne vem, vse je bil priden, pa vse ne rečem, ampak tak zjamran, pa tak, daj povej hiter, pa bod malo more negiš, tako da spi. Tim ne vem, zakaj si mi zdaj rekel te stvari, ki so mi prizadele moja čustva in jaz bi te v moči nabrisal. Kaj ti poliram svojo koso že nekaj časa, kaj že? Sem ga dobro pomačaš, res. Seksa te tudi doben ni naučil, pa znaš. Pa ti si res debil od človeka, majke mi. To je to. Kaj ćemo pomahati Timovi mami še enkrat za zaključek? Tatjanca, aj lahko lepo pozdraviš. Lahko. In zapeli bomo pesem Tatjana, ti kaj misliš name, a se srce kaj vname, ko vidiš me tako. Enačen, opa, opa. Hvala, ko ste nas gledali. Živ. Zdaj bo Ziha rekla, pa zakaj si mu rekel, da to mu ne bi rabo povedati.